Država je privarčevala več kot 7,5 milijonov evrov, ki bi jih morala zaradi odpovedi posla izpred 12 let plačati novomeškemu podjetju Miraž. Vrhovno sodišče je namreč skoraj v celoti ugodilo pritožbi na odločitev višjega sodišča, da mora država Miražu zaradi odpovedi pogodbe o registracijskih nalepkah plačati z obrestmi vred 8,4 milijona evrov odškodnine. Zdaj je ta številka zmanjšana na dobrih 730 tisoč evrov. Kot je znano, je država nalepke uvedla novembra 2001, 3,5 leta kasneje pa jih je ukinila in pogodbo z Miražem enostransko razdrla. Podjetje Lastinski, ki je v 100-odstotni lasti ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela, je tudi uradno prekinilo ekskluzivno licenčno pogodbo za vzdrževanje cestno-vremenskih postaj za družbo za avtoceste. Nov ekskluzivni zastopnik za Slovenijo bo podjetje Svet strojev. Omerzelov položaj se zaradi poslovanja z Darsom v preteklih dneh močno zamajal. V javnost je namreč prišla informacija, da se podjetje Lastinski pripravljajo na obnovitev pogodbe z Darsom. Minister pa je na to prejšnji teden dejal, da se bodo v podjetju temu odpovedali. Družba Metropolitana je zaključila prodajni postopek steklarne Rogaška in vse delnice steklarne prodala ameriški skupini VVRD. Kupec namerava ohraniti proizvodnjo v steklarni in jo tudi povečati. Blagovna znamka Rogaška pa ostaja navzoča na tržiščih v regiji. Metropolitana, ki je bila začasna lastnica steklarne, je z njeno prodajo dosegla svoj cilj. Decembrske pokojnine bodo izplačene že 30. in ne šele 31. decembra, je danes sklenil svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na zadnji decembrski dan je namreč poslovni čas bank skrajšan, tako da se v zavodu vsako leto odločijo, da decembrske pokojnine izplačajo prej. Krajani Lužnice pri Makolah ostro nasprotujejo gradnji bioplinarne v središču vasi. Obrnili so se tudi na ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela ter ga pozvali naj odpravi vse kršitve pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Zahtevajo, da se postopki vodijo pregledno in da se ne krši ustavna pravica ljudi do čistega in zdravega okolja. Če odgovora ne bodo dobili v 14 dneh, bodo prisiljeni poseči tudi po državljanski nepokorščini. V torek ob dnevu invalidov so mariborski policisti med 8 in 14 uro na območju mariborske policijske uprave izvedli poostren nadzor nad nepravilnim parkiranjem s poudarkom na ugotavljanju kršitev na parkirnih prostorih za invalide. Za ugotovljene prekrške so 91 kršiteljem izrekli globo. Na 51 nepravilno parkiranih vozilih so pustili obvestilo o prekršku in 4 kršitelje opozorili. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Čez dan se bo od severozahoda jasnilo. V severni Sloveniji bo zapihal severni do severozahodni veter. V soboto bo pretežno jasno, severozahodni veter bo oslabel. V nedeljo bo delno jasno, občasno pretežno oblačno. Danes v dnevniku televizije Maribor. Kljub počitkom nekaterih pri gradnji razkošne vile menda nič spornega. Vedno več zanimanja za ekološko kmetovanje. Nadškofijska Karitas Maribor začenja dobrodelno akcijo Več luči, več upanja. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.